Splošni bolnišnici Celje delno sprostili obiske pacientov. Mladi celjski raziskovalci letos na natečaj poslali 117 raziskovalnih nalog. V mestni občini Celje pester nabor počitniških dejavnosti. Celjski nogometaši novo državno prvenstvo odprli s porazom proti Mariboru. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v dnevno informativni oddaji Dogodki dneva na televiziji Celje. V Splošni bolnišnici Celje so v soboto delno sprostili obiske pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici. Po novem je tako mogoč obisk pacientov, ki se v bolnišnici zdravijo 7 ali več dni. Izjema so porodnice, otroci in kritično bolni pacienti. Za njih omejitev obiskov glede na število dni hospitalizacije ne velja. Posameznega pacienta lahko obišče ena zdrava oseba s PCT pogoji, obisk lahko traja največ 15 minut, obiskovalci morajo v bolnišnici ves čas nositi zaščitno obrazno masko, ki ne sme biti iz blaga, ter si ob prihodu razkužiti roke. Obiskovalci lahko v bolnišnico vstopajo od ponedeljka do petka skozi vhod številka 1, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa skozi vhod številka 6. Obiskovalci bodo morali ob prihodu na bolnišnični oddelek zdravstvenemu osebju pokazati dokazilo o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu na COVID-19. V Celju vsako leto organizirajo natečaj za mlade raziskovalce. Letos so nam prejeli 117 raziskovalnih nalog. Zaključno srečanje je tudi letos, tako kot lani, potekalo na daljavo. Projekt že 43 let poteka pod okriljem mestne občine Celje, najboljše mlade raziskovalce pa bodo v prvi polovici septembra odpeljali na nagradni izlet. Takrat naj bi pripravili tudi zaključno slovesnost s podelitvijo priznanj. Srečanje mladih raziskovalcev je letos na daljavo potekalo konec maja in v začetku junija. Na srečanju je 213 raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol mestne občine Celje in pridruženih občin uspešno zagovarjalo raziskovalne naloge. Z raziskovanjem so mladi nadgradili svoje znanje in pridobili dragocene veščine in izkušnje. Njihove raziskovalne naloge, vseh skupaj je 117, so dostopne na spletu in v osrednji knjižnici Celje. Kot ugotavljajo, so se letos glede na izredne razmere, ki so veljale večino šolskega leta, tako učenci, torej mladi raziskovalci, kot učitelji, njihovi mentori, še posebej izkazali. Učenci osnovnih šol so pripravili in zagovarjali 45 raziskovalnih nalog, dijaki srednjih šol 72, oboji iz 16 področij. Na državno srečanje, ki je bilo konec junija v Murski Soboti, se je uvrstilo 57 raziskovalnih nalog. Raziskovalci so bili zelo uspešni, saj so prejeli 10 zlatih, 20 srebrnih in 27 bronastih priznanj. Poleg 8 celjskih osnovnih in 9 srednjih šol v projektu sodelujejo še osnovne šole iz Rimskih Toplic, Šentjurja, Laškega, Loč, Frankolovega in Vojnika. Z izvedbo zagovorov na daljavo in rezultati smo bili tudi letos zelo zadovoljni. V mestni občini Celje imamo najdaljšo tradicijo načrtnega dela z mladimi na področju znanosti in raziskovanja v celotni Sloveniji. V 43 letih je v projektu Mladi za Celje nastalo več kot 4300 raziskovalnih nalog. Mnoge od njih so ponudile uporabne rešitve problemov in dobre ideje, ki so bile uresničene v praksi in so imele seveda pozitiven vpliv na življenje v Celju in na poklicno pot mladih. Ob zaključku projekta bodo septembra izdali bilten, pripravili nagradni izlet za raziskovalce, hkrati pa naj bi takrat na zaključni prireditvi najboljšim podelili tudi priznanja. V mestni občini Celje je v času šolskih počitnic dobro poskrbljeno za mlade, ki lahko izbirajo med številnimi počitniškimi dejavnostmi. Celjski mladinski center ter območna organizacija Rdečega križa Celje sta prejšnji teden uspešno izpeljala otroške delavnice v mestni četrti Slavko Šlander Celje. Celjski mladinski center je v sodelovanju z mestno četrtjo Slavko Šlander in celjsko občino poskrbel, da najmlajši letošnje počitnice preživljajo aktivno, predvsem pa kreativno. Tudi letos smo poskrbeli, da otroci lahko svoje počitnice preživijo aktivno in zabavno. Prejšnji teden smo bili v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini. Ta teden, kot vidimo, smo v mestni četrti Slavko Šlander, kjer je tudi Rdeč križ. Potem v naslednjih tednih pa nas še čaka Dečkovo naselje Nova vas in pa zadnji teden krajevna skupnost pod gradom.
Animatorji in prostovoljci se z otroci družijo ob različnih športnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. Skrbimo, da otroci niso doma, da se družijo, da se zabavajo in letos smo tudi veseli, da imamo kopico prostovoljcev, ki aktivno sodelujejo pri vseh aktivnostih in nam pomagajo mladinskim delavcem, da lahko otroci igrajo družabne igre, športne igre, različne delavnice, aktivnosti, lov na zaklade, gradijo grade, tako da je pestro. V letošnjem poletju pa za celjske otroke pripravljajo delavnice tudi v celjskem območnem združenju Rdečega križa. Pripravili smo trodnevno, se pravi zelo aktivno, burno doživetje, ki otroci prepoznajo sam Rdeč križ, kaj so njegova načela, od zdravstvene preventive, prve pomoči, krvodajalstva, darovanja organov, se pravi na način, ki otroci ga tudi razumejo. Odziv je zelo dober, delavnice pa so predvsem poučne. Prvi teden smo tu na mesti 4. Slavko Šlander, naslednji teden smo na mesti 4. Center in zadnji teden na mesti 4. Hudinja, tako da vabljeni vsi skupaj. Zanimivosti, dogodki so zelo, bi rekel, skoncentrirani, ker smo samo od 9. do 11. ure. V ponedeljek imamo predvsem spoznavanje, določene interaktivne tudi igre. V torek imamo skoncentrirano zdravje, tudi zdravo prehrano, od sadja, potem vode, tudi povemo na kak način, kako blagodejno deluje tudi na telo. In zadnji dan imamo posebno presenečenje za vse predsednike, ki jih tudi vabimo. Tokrat so ročno izdelano knjigo podarili predsedniku mestne četrti Slavko Šlander, ki je bil nad unikatnim darilom otrok prijetno presenečen. Kot pravi sam, mestna četrt tovrstne aktivnosti vse skozi podpira. Tole, kar se je dogajalo zdaj v tem tednu, smo zelo veseli, to je že ta tretja zaporedoma. Letos se je priključila tudi Rdeči križ, občinska organizacija Rdečega križa, kar je še popestrilo in smo zelo veseli, kot vidite, tudi danes otroci so zelo veseli. In to nam nadaja še za naprej, tudi da naprej organiziramo te zadeve in da tudi naprej rihtamo. Seveda v tej priložnosti bi rad povedal, da sem zelo vesel, da bomo v letošnjem letu tudi obnovili tale otroško igrišče z novimi igrali, z novo podlago, tako da bodo tudi naši otroci v mestni četrti Slavko Šlander po dolgem času prišli do novih igral in novega igrišča. In kaj so povedali otroci, ki so aktivno soustvarjali dogodek v mestni četrti Slavko Šlander, kaj jih je najbolj navdušilo? Poligon smo imeli, pa smo se zabavali. Zelo mi je bilo všeč, pa ja, igrali smo se, to mi je bilo všeč, poligon mi je bil to zelo všeč, pa tudi plesali smo. Najbolj všeč od vsega mi je bilo ta poligon, pa ne vem, kaj bi še povedal. Različne igre. Danes smo počeli tisti poligon, pa mi je to bilo ful všeč. Imeli smo poligon, plesali smo, telovadili smo. Plesali, pa igrali. Ko smo plesali, pa smo delali poligon, pa ko smo podarili knjigo. Nogometaši Celja so 31. državno prvenstvo odprli z domačim porazom proti Mariboru. V 104. štajerskem derbiju so Celjani vodili z 2-0, Mariborčani pa so se na koncu veselili zmage s 3-2. Začetek tekme, ki je bila zaradi hudega naliva za več kot pol ure prekinjena, je bil za Celjane sanjski. Kapetan Žan Zaletel je že v 21. minuti po prekinitvi rumeno-modre popeljal v vodstvo. Le 13 minut kasneje pa so letos močno okrepljeni Celjani po samostojnem prodoru Šporna vodili že z 2-0. Mariborčane, ki so uspešno začeli evropsko sezono, je med žive vrnil mladi Gorenak, ki je v 43. minuti znižal na 2-1. Zelo pomemben zadetek, nekako v smislu morale pred koncem polčasa, zato smo se lahko, bom rekel, umirili, da smo fanti, bom rekel, ohrabrili v smislu tega, da že drugi zadetek lahko tekmo obrne v drugo smer. Tako sem rekel, predvsem iz moje strani so bila navodila za prvi polčas, da se prilagodimo igrišču, da igramo dejansko direktni preskok. Tu se nismo znašli, pravzaprav v teh 5 tednih nismo niti enkrat trenirali na ta način in potem, ko je bila Zelenica v stanju, da lahko odigramo, mislim, da se je stvar veliko bolj popravila in smo prihajali v priložnosti.
Jaz verjamem, da če bi zdržali do polčasa, bi po mojem dobili tekmo. No. Ne vem, to je zdaj moj ta prvi občutek po tekmi takoj. Seveda lahko se tudi v drugem polčasu vedno spremeni, ampak tako, nekako sem imel občutek, da smo pač boljši, veliko priložnosti smo se stvarili in to po tem težkem igrišču celo iz nekih izdelanih akcij, tako da škoda tega prvega zadetka. No. Jaz mislim, da je ta prvi zadetek spremenil tok tekme, ker smo tle, ne vem, sicer ni bilo občutka v polčasu v garderobi, da bi fantje bili kaj deprimirani, se mi je zdelo, da so bili okej, no, ampak smo dosti hitro pol ta drugi zadetek dobili. Takoj po začetku drugega polčasa so Mariborčani prek Žuglja izid uspeli izenačiti. Za dokončen preobrat in zmago v štajerskem derbiju pa je po kotu poskrbel Martinović, ki je Rozmana premagal s strelom z glavo. Celjani v štajerskem derbiju niso imeli sreče niti z novo tehnologijo VAR, saj je sodnik Sagrković po dosojeni 11-metrovki in rdečem kartonu Milca po ogledu posnetka svojo odločitev razveljavil. Ja, v prvi vrsti ene velike čestitke igralcem. Tako zelo nespecifična situacija z preložitvijo tekme. Nekako smo imeli v nogah težko pot nazaj in sigurno ni šlo na roko, da ogrevanjem 3 minute tekme, ponovno ogrevanje. Nekako je bila ideja, kot da igramo evropsko prvenstvo v smislu podaljškov, da se bo to zavleklo v nedogled, ampak kakorkoli. Edina želja je bila, da nekako pokažemo mentalno moč, katero sem lansko leto igralcem očital. Nekako smo želeli v prvem polčasu igrati zelo na silo, glede na, hoteli smo se prilagoditi na pogoje, da bi šli na preskok igro. Nekako se je igrišče zelo izboljšalo, tako da je bilo možnosti marsikaj odigrati in enostavno v tej igri se nismo znašli tako, kot bi si želeli. V polčasu smo se umirili, šli, bom rekel, proti smeri, katero želimo gojiti in mislim, da smo nekako izkontrolirali veliko boljši ta drugi del. Šli smo v par performacij znotraj same igre, mislim, da je to zelo lepo uspelo. Pokazalo se je, da so vsi igralci in, se pravi igralci, ki prihajajo iz klopi, da so pri stvari in, kot sem rekel, ena za mene velika zmaga, en velik preobrat in iskren čestitke fantom. Sigurno so bili težki pogoji za vse, ne samo za vratarja. Mi smo cele priprave si nekako pripravili na dobrem terenu, igravali igro kombinatorno. Potem nas pričaka tako vreme, ampak mislim, da smo se dobro prilagodili, da smo v prvi polčas gledali res dobro, si ustvarjali priložnosti, pol pa nekako padli, mogoče tudi pri 2 zadetkih, 3, nekako padla koncentracija in škoda res za to izgubljene točke. Res se ne bi strinjal, da je bil nasprotnik boljši, je pa sigurno na tem igrišču škoda tega prvega zadetka. Na tem igrišču vsaka žoga, ki pade v 16-metrski prostor, je lahko nevarna. To se je zgodilo pri prvem zadetku. Mi smo celo s klopi smo imeli občutek, da je bil prekršek, ampak mislim, da ni bil, no, smo pol pogledali. V glavnem, Maribor je izkoristil, jaz bi rekel, da je bil Maribor danes srečnejši. Danes smo imeli neko novo izkušnjo s tem varom, tudi prvič smo igrali pod varom. Ta var nam glih ni šel na roke, mislim, da je bilo 3-krat, da je bilo vsakič v prid Mariboru, ampak okej, nimam okej, treba je glave dati gor. Bilo je veliko dobrih stvari, mogoče je Maribor zdaj v nekem pozitivnem naletu, kar se mu je hudega dogajalo, se mu zdaj mogoče malo vrača. Mogoče je to tudi tekma, ki so jo oni dobili na nek srečnejši način. Na zadnje, ko smo mi zmagali, smo mi malo imeli tam sreče. No, je mogoče tudi kaj v tem resnice, ampak v principu pač smo mi pri 3 zadetkih pokazali malo dekoncentracije in zato bili kaznovani. Maribor je pa pač to znal izkoristiti. Mariboru je po visokem zaostanku uspel velik preobrat, tako da je bil njihov trener Simon Rožman po tekmi zadovoljen predvsem s karakterjem svojega moštva. Predvsem moram reči, da je karakter tisti, ki bo tudi v nadaljevanju prvenstva zelo pomemben. Pomembna bo širina kadra. Mislim pa, da fantje absolutno niso obupali. Nekako smo se umirili smo se v prvem polčasu. Preveč smo bili direktni, ko smo zadevo malo začeli obračati in šli potem v globino, je zadeva veliko bolj stekla.
Tako da, kot sem rekel, ekipa je sigurno danes pokazala en dober karakter, bom rekel, prvi korak v smeri, kako želimo se obnašati. In sem rekel izredno vesel, da nam je pač uspel v rezultatskem smislu zadeve obrniti. Celjani so v prestopnem roku v klub pripeljali nekaj mladih, a izjemno obetavnih nogometašev. Trener Šalja je po tekmi odgovoril tudi na vprašanje, ali bi se srečanje odvilo drugače, če bi imel na voljo bolj izkušeno moštvo. Ne, jaz s tem nimam problema. Lejte, te fantje, ki so prišli sem, so kvalitetni fantje, to je perspektiva slovenskega nogometa. Seveda, mogoče bo zdaj nekdo rekel, ne vem, kakšen izkušen trener, starejši, izkušenejši kot sem jaz, bo mogoče pomodroval, pa bi rekel, da smo malo naivni ali karkoli. Jaz zdaj, pač tekma se je izgubila, tudi starejši igralci delajo napake, Maribor je imel izkušenejšo napako, pa bi lahko bilo prvi polčas 3-0, 4-0 za nas, tako da ne bi se zdaj. En Salzburg ima tudi mlado ekipo, pa razbija vse. Pač ali je kvaliteta ali pa ni kvaliteta. Jaz mislim, te fantje premorajo kvaliteto in imajo velik potencial, da jo še razvijajo, še več. Celjani bodo v drugem krogu že v petek gostovali pri Taboru v Sežani. Jutri bo po večini sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Tudi v sredo in v četrtek kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo v tokratni oddaji vse. Lepo se imejte, se vidimo prihodnjič.